Na A prednostni listi 488 prosilcev za neprofitna stanovanja. Strokovnjaki opozarjajo na obremenitev zraka z ambrozijo. Upokojenci 3 celjskih društev so se srečali na Lopati. V soboto 3. septembra 32. od Celja do Logarske doline. Lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Nepremičnine Celje so na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem dobile 619 vlog. 103 prosilci niso izpolnjevali pogojev za uvrstitev na listo, na kateri je trenutno 516 prosilcev. Na prednostni listi A, kjer so prosilci, ki zaradi socialnih razmer niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, je 488 prosilcev. Na listi B pa je 28 prosilcev. Po številu prijav je bil letošnji dvoletni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem rekorden. Vloge je oddalo kar 619 tistih, ki bi z najemom stanovanja pri nepremičninah Celje želeli rešiti svoj stanovanjski problem. 1/6 vlog je bila sicer nepopolnih, tako se je na prednostno listo A uvrstilo 488 prosilcev in na prednostno listo B 28 prosilcev. Moram reči, da smo v tem razpisu predvsem dali tudi večjo težo tistim, ki so se že večkrat prijavili. Imamo tudi takšne, ki so se že prijavili več kot 6-krat. Ti so bili, bom rekel, dodatno otočkovani potem izobrazba, število družinskih članov, tako da to, ne. V vsakem primeru največ jih je enočlanskih gospodinjstev, teh je več kot 200, potem pa 3-članskih gospodinjstev, ne. To pa so največ, bom rekel, starši z enim otrokom, dosti seveda tudi samohranilcev z 2 otrokoma, žal pa je tako, da najmanj imamo stanovanj za 3-članske družine, ne. Tako da si bomo tudi pri naslednjem, bom rekel, projektu gradnje prizadevali oziroma bomo projekt tako zastavili, da bomo pokrivali predvsem družine, 3-članske družine. Prednostni listi sicer še nista pravnomočni, saj se lahko prosilci, ki na listo niso bili uvrščeni ali s svojo uvrstitvijo niso zadovoljni, še vedno pritožijo. Dokončni listi bosta tako znani predvidoma oktobra. V naslednjih 2 letih bodo upravičencem dodelili najmanj 50 stanovanj. Jaz upam, da jih bomo čim več, seveda pa so to stanovanja, ki jih že imamo. Kar pomeni, da je predvsem dosti odvisno od tega, koliko stanovanj se vrne nazaj, v kakšnem stanju so. Ponavadi ta stanovanja zdaj popolnoma prenovimo, tako da ljudje, ki se vselijo v stanovanje, dobijo, bom rekel, prenovljeno stanovanje, takšno kot mora biti, da zagotavlja neko kakovost bivanja. Na to, da je povpraševanje po neprofitnih stanovanjih večje kot v preteklosti, so zagotovo vplivale zlasti spremenjene razmere na trgu. Ja, to se pač kaže, ne, bom rekel, pač pozitiven trend, da se ljudje želijo v enem delu osamosvojiti, ne, se pravi pač, da iščejo svoje stanovanje. V preteklosti so ljudje predvsem kupovali stanovanja, danes pa so, bom rekel, verjetno eni bolj racionalni, drugi z manj prihodki in se odločajo za najem. Je pa seveda še ta del, da če želiš biti upravičen do subvencije, ne samo neprofitne, ampak tudi tržne najemnine, je pogoj, ki ga, bom rekel, veleva zakonodaja, da se morajo prijaviti na razpis. V nepremičninah Celje še vedno čakajo na pridobitev vse potrebne dokumentacije za gradnjo novih blokov v Dečkovem naselju. Tam bi lahko do leta 2018 zagotovili nova neprofitna stanovanja. Žal je še zadeva v tej fazi, da se sprejema prostorski načrt, ki ga mora sprejeti mestni svet. In sedaj se čaka, bom rekel, na mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Jaz računam, da bo to mnenje nekje v mesecu septembru izdano in da bo tudi potem sprejet nov odlok za prostor, kjer bi naj gradili stanovanja. Seveda pa zadaj že pripravljamo tudi projekte, ker je potem treba iti v javno naročilo za projekte, pa potem je treba komunalno urediti. Najverjetneje že naslednji mesec bodo objavili še en razpis. Ta bo namenjen starejšim od 60 let, na razpolago pa bo 5 stanovanj.
tako da tudi na nek način preverimo, kakšno je povpraševanje po stanovanjih za starejše, tudi v luči, bom rekel, oskrbovanih stanovanj. Sve to ne bo šlo za klasično oskrbovana stanovanja, ampak najemna stanovanja za starejše, ki bodo, bom rekel, v enem delu prilagojena, ne bodo pa to klasična oskrbovana stanovanja. Naslednji razpis za pridobitev neprofitnih stanovanj bo objavljen čez 2 leti. Agencija Republike Slovenije za okolje v zadnjih tednih opozarja na obremenitev zraka s cvetnim prahom pelinolistne ambrozije, ki lahko povzroča zdravstvene težave določenim posameznikom. Gre za invazivno rastlinsko vrsto, za katero je od leta 2010 pri nas v veljavi odredba, po kateri je obvezno njeno zatiranje. Zato so odgovorni lastniki zemljišč, na katerih raste. Naša vprašanja v zvezi z obvladovanjem ambrozije na Celjskem smo naslovili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojna za to področje, a žal odgovora nismo prejeli. Na pomoč nam je priskočila tukajšnja strokovnjakinja. Invazivke so samo tiste rastline, ko se nekako brez težav v drugi državi razrastejo, najdejo ugodne pogoje za razrast in v danem trenutku zelo lahko prerastejo večje površine in takrat postane to problem. Invazivne rastline najpogosteje najdejo zatočišče na opuščenih zemljiščih, robovih cest, železniških nasipih, umetnih brežinah in podobno, kar pa je nekako vsaj možno nadzirati. Če se dejansko pojavljajo te rastline na privatnih vrtovih, potem če se pojavljajo na težje dostopnih mestih, v bistvu ti jih lahko odstranjuješ oziroma javne službe jih zelo dobro odstranjujejo, če jih vidijo, ko kosijo, in to je v bistvu edini način boja, ko ga jaz priznavam proti tem invazivnim rastlinam, zaradi tega, ker je edini smiseln. Da bi šel pa nekje škropiti ambrozijo po teh površinah oziroma pač tako, kot se dela, naprimer, če se pojavlja ob hmeliščih, ko je totalno degradirano območje in škropijo hmelišča s herbicidi, to je pa potem še huje, ko pa če v bistvu prepustiš da se ambrozija tam razraste, pa jo pokosiš. Ambrozija, ki zraste tudi čez meter višine, je sicer pri nas prisotna že desetletja in jo je narava pravzaprav posvojila. Da se brani pred degradiranjem same nje. Da dobesedno, ker mi degradiramo območje z gradbenimi poseki, z temi neumnimi posekami dreves, z temi protipoplavnimi ukrepi, z degradacijo naprimer kmetijskih zemljišč, z škropivi, ko v bistvu dobesedno uničimo ves spekter avtohtonih rastlin, dejansko se potem narava brani na ta način, da se pač zasejajo določene rastline pionirske, ko tam preživijo in tudi izpodrinejo naše avtohtone pionirske rastline. To je najhujše. Na kakšen način se je treba spoprijeti z ambrozijo, ki je tudi zelo trdoživa in lahko cveti do konca oktobra? Vsak lahko naredi, kakor je v njegovi moči. Ne moreš pa glede na obvestilo, ko pride, takoj panično reagirati in kazati s prstom, aha, vi niste opravili tega dela. Ampak dejstvo je, da smo v bistvu vsi krivi, da se nam je to zgodilo, kar se nam je, in da smo v bistvu invazivne rastline premeščali iz države v državo, vse posod je ta problem. In jaz že vidim po nekaterih drugih državah, se s tem problemom soočajo na ta način, da dobesedno vsi ljudje sodelujejo. Oblasti, strokovnjaki, stroka poziva, ljudje se odzivajo. In skrbijo, naprimer, sami vidijo, se seznanijo na raznih delavnicah, na kakšen način izgleda ambrozija, kaj je to zlata rozga, kaj je to japonska dresen. Teh invazivk je zelo veliko. Ambrozija je alergen, vendar Ašičeva prst usmerja drugam. Alergije so lahko tudi od drugod. Največ je alergij zaradi škropiv. Semena ambrozije se širijo z vetrovi, veliko pa k njihovemu raznosu prispeva promet, pa tudi kot zanimivost naj povem, da med brskanjem po internetu lahko zaslediš zelo veliko drevesnic oziroma vrtnarij, sicer ne naših strani, ko predajo ambrozijo kot okrasno rastlino. Stroka priporoča, da je ambrozijo najbolje odstraniti s koreninami vred in to še pred cvetenjem.
Člani društev upokojencev iz Ostrožnega, Lave in Nove vasi so se prejšnji konec tedna v rekreacijskem športnem centru Lopata srečali na tradicionalnem druženju ob koncu poletja. Udeleženci srečanja so lahko najprej uživali v kulturnem programu, v drugem delu pa je za zabavo poskrbel ansambel Milana Vrbotna. Člani vseh treh celjskih društev so zelo aktivni skozi celo leto. Z različnimi projekti skušajo svojim članom v tretjem življenjskem obdobju ponuditi čim več možnosti za druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. V vseh treh društvih, katerih člani so se udeležili sobotnega dogodka, so odločeni, da podoben projekt spet pripravijo ob koncu prihodnjega poletja. Društvo maratoncev in pohodnikov Celje je v sklepni fazi priprav na 32. ultramaraton od Celja do Logarske doline, ki ga tradicionalno organizirajo vsako prvo soboto v mesecu septembru. Na dobrih 74 km dolgo pot bodo tekači in pohodniki iz Celja krenili ob 6. uri zjutraj. 2/3 poti boste speljani mimo glavnih cest. Edinstveni tek tudi letos ostaja v formatu, ki smo ga vajeni. Tekači bodo lahko startali z različnih izhodišč v Celju, Mozirju, Ljubnem ali Lučah na razdaljah 74, 42, 27 in 17 km. Organizatorji še posebej želijo, da ne boste udeležencev ponevedoma prekrstili zgolj v maratonce. Rad bi poudaril, da smo letos šli v striktno promocijo ultramaratona, ne več kot maraton, ker dejansko vsaka prireditev oziroma vsak tek, intenziven tek med 30 in 50 km že ultramaraton. Kot veste, naš je nekaj manj kot 75 km dolg in oziroma tudi, da smo v tem ultramaratonskem evropskem pokalu, v katerem bo letos 6 tekov, naslednjo leto zopet 7 tekov, je prav, da mi naredimo večjo promocijo, prav prepoznavnost tega teka. Organizacija dogodka je znova terjala ogromno naporov. Na sami trasi imamo poleg redarjev, ki jih je 30, še imamo najmanj 30 prostovoljnih redarjev, 18 policistov. Skratka, da vložimo to veliko napora, da imamo 15 okrepčevalnic, da imamo 3 zdravstvene ekipe, da skrbimo za masažo in da seveda ob vsej logistiki, ki je potrebna, potem tudi zagotovimo v cilju še neke minimalne pogoje, to se pravi tuširanje in pa nek zaključek v Logarski dolini. Skratka, za to prireditev je veliko napora, je pa, kot sem rekel, vsak, ki prije sploh na najdaljšo razdaljo, je zmagovalec tega teka. Pridobivanje vlog je treba začeti več kot 3 mesece pred prireditvijo, zaradi birokracije pa je prišlo do sprememb po zdravniški službi, ki je ne more več voditi priznani zdravnik Ivan Žuran. Vsa tale, ko vidite tole mapo, tole so vsi dokumenti, ki jih moramo zbrati, v bistvu od vsake občine, od vsakega lastnika, po katerem poteka maraton, rabimo soglasje oziroma dovoljenja. Zdaj tudi nimam še dovoljenja Direkcije za ceste, ona izda dovoljenja za zaporo državnih cest in pa tudi za uporabo teh državnih cest. Mislim, da ne bo težav. Največ težav letos imamo ravno z spremembami glede zdravstvenega zavarovanja prireditve. Vi veste, da že z nami danes ga ni, tudi verjetno iz tega naslova, dr. Žurana, ki je, mislim, da že 25 let bil z nami in res smo skozi nadstandardno nudili to zdravstveno varovanje s pomočjo tudi Slovenske vojske, ki je dala vedno 2 sanitarna vozila, svoje ekipe pa še šotor smo imeli, mislim, da bo letos tudi. No, zdaj so se tukaj predpisi spremenili, je tu odredba, ki je izdalo Ministrstvo za zdravje in v bistvu lahko zdaj te prireditve varujejo samo tiste institucije ali pa tiste družbe, ki so pridobile koncesije in tisti zdravniki in tisti zdravstvene osebje, ki je na seznamu, tako da naš dr. Žuran, če rečem pod narekovajem, ni več strokovno sposobljen, da je bila tako prireditev varoval, čeprav vemo, da je njegova strokovnost bistveno višja. V bistvu je pod zadnji samo denar, te volonterski pristop izgleda vsako leto težje. Mislim, da ne vem, se država zaveda ali se ne zaveda, ampak verjetno bo še kar nekaj takšnih in podobnih prireditev, ki so bile volontersko organizirane, ugasnile ali pa to vse bolj začelo se profesionalno organizirati, kar pa pomeni, da ne bo več štartnina, ne vem, mislim 30 evrov, ampak
Če bi mi zdaj hoteli vse te stroške pokriti z štartnino pri udeležbi, ki imamo tam konstantno, nam niha od 700 do 800-900 udeležencev, mislim, da bi bila štartnina, ne vem, če smo že računali, 100 evrov, ne vem, če je bilo dosti. Iz naslova startnin organizatorji pokrijejo nekaj manj kot polovico izdatkov. Prireditev ima tudi to posebnost, da lahko na njeno traso vplivajo vremenske razmere. In sicer v Šmartnem ob Paki do Mozirja lahko poteka po cesti, v primeru slabega vremena, takrat se tudi z našimi redarji preusmerimo mesta redarjenja na to glavno regionalno cesto, sicer pa v vseh tudi štartnih pozicijah oziroma mestnih štartih v Mozirju, Lučah in Ljubnem nekako probamo zagotavljati štarte teh umestnih manjših maratonov. Seveda na določenih mestih prihaja tudi do prometnih zamaškov. Enega letos odpravljajo, saj se bo iztek proge v Logarski dolini letos umaknil z ceste. Vse skupaj bi bilo še manj moteče, če bi se uresničila vizija o kolesarski stezi ob Savinji v Zgornji Savinjski dolini. Tako v sami organizaciji, kot tudi med tekači je že četrt stoletja posebej vidna tudi udeležba Slovenske vojske. Že 25 let sodelujemo na tem maratonu, pripadniki Slovenske vojske, pripadniki MORS, Ministrstva za obrambo, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih častnikov, njihovi družinski člani. Povedati moram, da jih je v letu 2015 bilo 263 na različnih relacijah oziroma dolžinah proge in pa na različnih kategorijah. Omeniti moram, da bomo tudi letos organizirali že 11. memorialni tek na 42 km v spomin na pokojnega podpolkovnika Štefana Šemarova, ki je bil v teh časih 10 let nazaj poveljnik 38. vojaškega teritorialnega poveljstva in je bil nekako gonilna sila oziroma glavni pobudnik, da se je to sodelovanje med maratonci iz Celja in pa Slovensko vojsko začelo in se nadaljuje v tej smeri. Prireditev s tradicijo ima še eno dimenzijo, ki je ne smemo spregledati. Najvažnejše je, da ta naša prireditev tudi ima nek odmev v tujini, v Sloveniji, ker nenazadnje prihaja tudi veliko tekmovalcev iz tujine in pa sam tek je tudi promocija, mislim, za celotno dolino, ker kdor pride v to Logarsko dolino, ker je cilj, se tudi pogosto še vrača v to dolino. Po noči se bo v notranjosti Slovenije nekoliko pooblačilo, jutri pa bo na Primorskem jasno, pihala bo šibka burja, drugod pa sprva nekoliko več oblačnosti, a se bo čez dan postopno zjasnilo. Čez dan bo spet zapihal severovzhodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, ob obali do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, še bo pihal severovzhodnik, ob obali šibka burja, tudi v petek bo pretežno jasno s svežim jutrom. In menda tako tudi vse do konca tedna. Lep večer še naprej in ostanite v družbi televizije Celje.